Pri nas na kmetih smo rabili ta izraz, da moraš imeti tako vile kot grablje. Ker z grabljami se grabi sebi, z vilami se pa da. Te vile pa grablje morajo biti, bi rekli na kmetih, nekje uravnovešeno, ne? Da ni velike meje med tem, kar vzameš in kar daš. Moram reči, da mi to več da, kot mi vzame. Tudi če se zgodi, da nekdo ne zna reči hvala, da mu je vse samoumevno, ne vzamem za slabo. Pač meni je to nekaj pomenilo, ker vem, da sem naredila nekomu nekaj dobrega. Kar je tudi neko zadoščenje, hrana za dušo. Če si recimo na poti živčen, nervozen, nisi za to delo, zato ker rabiš biti miren v sebi. Nekatere imajo res težke zgodbe, tudi pač smrti v družini, izguba otrok. In moraš biti v bistvu, ko sedeš v avto, pripravljen na vse to. Ti tem osebam tudi v nekako oporo. Oporo, ker so že itak v krču, ker rabijo pomoč drugega. Ker včasih je tudi težje vprašati nekoga, kot pa nekomu pomagati. Tudi sama imam zdravstvene težave in ker vem, da se stanje bistveno ne bo poboljšalo, ampak bodo bolezni samo napredovale, ker gre za avtoimune bolezni, mi je vsak trenutek življenja dragocen, zelo dragocen. In ga želim izkoristiti po najboljših močeh, tudi s tem, da pomagam drugim, še ko lahko. To delo je tudi neka sila, ki me vleče naprej, ki me spodbuja pri vseh mojih aktivnostih, ker najlažje bi bilo doma čakati, da kaj mine. Take bolezni, ki so kronične, ne minejo, ne? Če ne dovolj narediš zase, bo to stanje se hitreje slabšalo. Če pa si aktiven in da si tako telesno aktiven kot psihično aktiven, si sigurno s tem podaljšamo to obdobje, ko še lahko počnem to, kar počnem, kar me zadovoljuje, kar me izpolnjuje. Sem Milena Stepan in sem prostoferka.